Prisrčen pozdrav. En lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli nazaj in hvala, da ste se nama pridružili v novem podkastu. Najprej se opravičujeva za krajšo pavzo, od zadnjega podcasta je minilo že nekaj časa, z Romanom se nekako niso uspeli uskladiti, tako da je sedaj že marec, midva pa sva ponovno nazaj. Preden začneva, če so vam najini podcasti všeč, všečkajte tale video in se naročite na kanal, da boste vedno obveščeni o vsakem novem podcastu. Ob kliku na naroči se, kliknite še zvonček in izberite opcijo vsa obvestila. Če se vam med poslušanjem porodi kakšna misel, ideja ali vprašanje, to brez problema zapišite spodaj v komentar. Podporo nama lahko izkažete z donacijo prek PayPala. Link za donacijo imate spodaj v opisu. V pripravo teh vsebin gre res veliko časa, tako da sva hvaležna vsake vaše donacije. Če nama donirate vsaj 30 €, dobite v zahvalo majico Vodebologija. In še prav posebna akcija za mesec marec. Cel mesec dobite Romanovo knjigo Prvi spol po znižani ceni 15 € namesto 20 €. Več o tem, kako do knjige oziroma majice, imate spodaj v opisu, kjer si lahko vse preberete. Imava pa z Romanom še eno možnost, ki jo bo kar sedaj predstavil. Torej, nekaj mojih fanov mi je že namignilo, da bi si želeli, da obdelam neko temo, oba dva, da jo obdelava, tematizirava. In nekdo, ki je bil pri meni na terapiji, tako rekoč cela njegova družina, zelo se je zavozlal, bi na vsak način rad, da tematiziram izbiro partnerjev, ne? Kje so tukaj pasti, kakšne so zakonitosti in pravi, kaj moram storiti, da bi se ta podcast posnel, ne? Zdaj, tako bom rekel, je v vrsti na čakanju, ne? Mogoče sem pa res to kdaj odločil, ampak toliko je tega. Bi pa takole rekel, ne? Ko me ravno sprašuje, kaj moram storiti, da bi se posnel ta podcast, ne? Tip je pa nalov dal spon denarja, ne? Jaz bi rekel, kakšna obilna donacija, najdva bi pa kar prepričala, da bi vrstni red telih podcastov spremenili. Zdaj, kaj je to obilno, naj vsak sam pretuhta. Skratka, če si kdo želi, mene lahko tudi kam povabi na kako oddajo. Jaz sem njemu rekel, povabite me na RTV ali pa na Pop TV, bom tam imel solo oddajo. Ampak on je rekel, da bi podcast, ker tle sva res prepričljiva, dolga, naj bo donator, ne, s tako obilno donacijo, pa bova vrstni red malce prebekslala, ne. Hkrati bi pa še rekel, da nekatere zgodbe teh mojih klientov ali pa fanov so tako zanimive, da, ne, če si kdo upa svojo zgodbo, kalvarijo predstaviti, da bom jaz ocenil, da je teoretsko zelo zanimiva, se lahko dobimo po Zoomu, posnamemo in pa gre to v eter, s tem, da je vse skupaj zakodirano. Mogoče bi tokle jaz za začetek še namignil. Zdaj pa kar začniva z današnjo temo. Tokrat bova predstavila zgodbo ženske, imenovala jo bova Elvira. Stara je nekaj čez 40 let in ima družino, nekaj let mlajšega moža in 3 otroke. Težav nima ravno v partnerskih odnosih, niti v službi, pač pa sama s seboj. Posledično sicer tudi z možem in otroci, sodelavci v službi, pa tudi s sorodstvom, najbolj s taščo. Skratka, težave ima z okolico in z občutki, ki se ji porajajo v glavi. Roman z Elviro sta se po krajši elektronski komunikaciji dogovorila za pogovor po Zoomu in menda je bila Elvira tvoja fanica že nekaj let, kupila je tudi tvojo zadnjo knjigo, tvoj fan pa je tudi njen mož. A bi še kaj uvodoma povedal? No, ko sem šel jaz iskat njene maile za nazaj, ne, sem ugotovil, da sta meni z enega drugega maila pred par leti pisala, ne, ime in priimek, zato jih nisem takoj našel. Potem sem ugotovil, da sem imel komunikacijo z njima že par let nazaj, da dejansko sta me spremljala, imata pač nekaj otrok, finance so vselej problem, pa kar precej oddaleč sta, ne, tam nekje z Gorenjske.
in ni tako enostavno k meni priti, čeprav tam sem jaz tudi v Ljubljani, pa imam mogoče pisarno, se lahko zrihtam. Izjemoma pridem tudi na dom, ne, ravno zdaj se menim, dve opcije sta, da pridem na dom, če si ljudje pač ne morejo drugače organizirati. Tako da teh komunikacij e-mailskih je bilo kar precej, potem pa Zoom pogovarjanja, potem pa še verzija, druga plat medalje moža. Jaz sem želel slišati, kako jo mož vidi, in so se kar, rekel, dobro uro pogovarjala z možem po telefonu, in mi je povedal par stvari, kako jo on vidi, ki so drugačne od tega, kar ona o sebi vidi. Je pa dejansko pri njej glavni problem, ne, da čuti, občuti, ne, da vsi hočejo slabo, ne, tak občutek ima, ne, to je pa popolnoma zgrešen občutek, ampak ta občutek sem šele, potem sem se z možem pogovarjal, izkristaliziral kot pač irelevantno oziroma napačen občutek, ne, relevanten je že, motijo že, ampak ta njen občutek je subjektivno, nastaja v njeni glavi na, seveda, pobudo otroštva. Ker je moja fenica se je tako rekoč vse naučila, tudi najine podcaste spremlja, tako da je bila zelo podkovana, zaznamuje jo že celo življenje strah, strategija preživetja pri njej je nek umik, ne, se pravi, psihiatri so dali en kup diagnoz, vsak drugačno, ne, to enih 5 diagnoz mi je tam naštela, vsak zdravnik, psihiater, drugo diagnozo. Zdaj, jaz kot psihoanalitično razmišljujoč bi rekel, da se ji ponesrečeno vrača otroštvo, oziroma otroštvo se ji vrača popolnoma pričakovano, ampak tako zelo vse narobe je bilo v njenem otroštvu, da ima zdaj psiho kontaminirano s celim otroštvom, z disfunkcionalno primarno družino, in ena prava diagnoza bi bila v bistvu neka motnja nedefinirana osebnosti, neka depresija konstantna, generalizirana anksioznost, vse to so ji odkrili, ne, potem so pa hoteli pa diagnosticirati, ne, tukaj so pa brcali v temo te psihiatri, tudi zdravniki so že kar dali tam neke cipralekse, antidepresive, punca se je zredila oziroma ženska, danes je stara tam čez 40 let, ampak njo so že poskušali v red spravljati že 10 ali pa 15-20 let nazaj, ne? In tam so jo nafilali s tableti, punca se je zredila, sem si zabelezel, iz 65 kg na 96 kg, ne? Tudi njen vstop v seksualnost je bil izjemno problematičen, ne? Naj namignem, da je razdevičil profesor na fakulteti, ne, s pretvezo, da bi mu doma pomagala popravljati ali kaj že, čistiti stanovanje, ne, namerno ga je razmetal, mu je čistila in potem je še napil in razdevičil, ne. To je, ko je bila tam na fakulteti, ne. Ta podatek, mislim, ni toliko pomemben, ker je ni toliko zaznamoval, kot bi zaznamoval, če bi nekaj takega iz registra spolne zlorabe doživela kot deklica. Njena seksualnost je dosti normalna, bi rekel, mož si želi sicer nekaj več adrenalinskega, ampak ona pa ne more z vsemi temi antidepresivi pa anksiolitiki, neki ne more pohote dosežiti na nivo, da bi bila pohotna v seksu, tako da je seks bolj, bi rekel, neka nujnost v zakonu. Mogoče tokle za začetek, če boš še kaj naprej razpredala. Ja, takole je napisala, jo bom kar citirala. Živela sem v disfunkcionalni primarni družini v majhni vasi, tako rekoč visokogorski kmetiji na Gorenjskem. Oba starša sta otroka očeta alkoholika. V istem gospodinjstvu, v isti hiši je živel tudi očetov oče alkoholik. Ta je s svojim vedenjem, in ker je bil lastnik kmetije, diktiral tudi življenje mojih staršev oziroma cele moje primarne družine. Konec citata. Ja, tale alkohol jo je izjemno zaznamoval, ne toliko odnos z očetom, ampak kar paketno, cela družina je postala disfunkcionalna zaradi alkoholizma, ki se je tako rekoč dedoval, ne. Se pravi, dedek je živel v tej isti hiši, bil lastnik hiše,
tako rekoč capo di banda, ne, gospodar kmetije, ampak je bil tam bolj umaknjen, zapit, več ali manj, cele dneve je tako mal bil na teh antidepresivih naravnih, kar alkohol v resnici je, to je naravni antidepresiv, ne, in kmetje so si ga pač mal nacukali, ne, da so lažje preživeli tiste muke dnevnega življenja. Oče je bil delaven, ampak je delal tudi v tovarni, če boš pozneje ta življenjepis njen mal prebrala. Mama je tudi delala, ampak manj kot oče, tako da je ogromno mama fizičnega dela opravljala sama, torej kot ženska mama, kar je napačno, ne, da otrok to gleda. Dedek je pa bil, če ni bil pijan, kar dovolj, bi rekel, normalen, če ni bil pijan, ampak bil je pa cele dneve pijan. Ona je videla take kalvarije s tem dedkom, tako da bom rekel, tej Elviri so se vsi občutki v malo deklico popolnoma napačno naselili v psiho, popolnoma je dezorientirana bila že kot deklica. Ne samo, da je disfunkcionalna družina, ona je imela, bi rekel, nevaren tip navezanosti, ne samo na mamo, ampak tudi na očeta in na dedka, ne? Ker dedek je bil zelo ljubeč, kadar ni bil pijan, kadar je bil pa pijan, je bil pa tako rekoč nor. In to je deklico popolnoma zalilo z vsemi napačnimi občutki, z ogromno strahu, nevednosti, zbeganosti, ne? In vse to se je emocionalno ukoreninilo v paradigmo čustvovanja, ki ga pa zdaj v odraslosti zgolj in samo ponavlja, ne? Torej, če sumiram, zaradi alkohola je bilo v tej družini vse narobe. Ja, o mami je povedala takole, citiram: Mama je bila zelo nesamozavestna, nevrotična. Delala je v pisarni v Iskri Kranj. Oče je po poklicu mizar. Delal je, poleg kmetije, še v Jelovici, v Škofji Loki in imel še terensko delo. Montiral je okna in vrata po celi bivši Jugoslaviji. Poleg služb sta torej oba delala še na kmetiji v popoldanskem času, oče bolj čez vikende. Dedku, svojemu očetu, je oče ves čas odmirjal količino alkohola, ki ga lahko spije čez dan. Tako mu je dal na primer 1 ali 2 litra vina, ko je odšel od doma. Dedek je to vino imel do takrat, dokler se oče oziroma vsi mi nismo vrnili domov. Za dopoldanski čas, ko nas ni bilo doma, mu je oče naložil tudi kakšno fizično kmečko delo, čeprav je bil dedek, njegov oče, formalni lastnik kmetije. Konec citata. Ja, formalno bi zdaj se rekli, v tej družini se ni vedelo, kdo pije, kdo plača. Dedek ni želel prepisati kmetije na svojega sina, motilo ga je, da je sin v bistvu moral tako rekoč mestoma poslušati, pa rad imeti tudi svojo ženo, kar je prav, ampak dedek, če boš pozneje to prebrala, je bil ljubosumen na to, se pravi sinovo ženo, se pravi mamo od Elvire, in Elviri je to naselilo v psiho, v fundament, neko zbeganost, ne, konstantno zbeganost, dezorientiranost. Ona se ni znašla, nič ni štekala in zdaj v odraslosti so Elvirini občutki popolnoma podobni zbeganim občutkom, ki jih je doživljala kot mala deklica. Zdaj svoje občutke v resnici samo simbolno podoživlja, tudi ta tako rekoč kastracija očeta, ker ni bil lastnik hiše, ne, oziroma grunta, cele kmetije, to na deklico ni prav dobro vplivalo, ne. Formalno dedek, ki je bil dober, včasih tako zapit, da ni vedela, kaj zdaj to je, ki deklica ne ve, kaj je to, bi rekel, norost, ki jo nosi s seboj alkohol, ne. Poleg tega v tej družini absolutno ni bilo čutiti nobene ljubezni, ne. Mama je delala kot črna živina, mama je delala več kot oče, tako rekoč, ker je prej domov prišla, mogla postoriti tisto, kar dedek ni postoril, ker je mogoče preveč alkohola spil, in namesto, da bi se tale mama poslušala otrokom, torej posvečala otrokom, jim dajala ljubezen, neko varnost, sočutje, nežnost, je sam cele dneve delala. In to je to mlado deklico,
tudi njenega brata, mislim, da je torej brata imela, popolnoma dezorientiralo. Ne? In otroci, ki ne prijemajo te, brezpogojne, nesebične ljubezni, takim se cvre, tako rekoč, fundament v otroštvu, kar kasirajo pa potem v odraslosti, v izjemno negativističnih, subjektivnih občutkih, v obliki strahu, pa tudi potem neke strategije preživetja. Njej se je to zapeljalo v pač umik. Ne? Se pravi, ta kastracijski kompleks, oedipokompleks, tudi postoidipalni del se pri Elviri ni prav zapeljal v fundament njene duševnosti. Ja, Elvira je o svojih starših dodala še takole, citiram: "Ko smo se mi, torej starša iz službe in midva z bratom iz šole vrnili domov, smo začeli oziroma nadaljevali s kmečkimi deli. Če, kar se ni malokrat zgodilo, je oče prišel domov šele zvečer, je morala vsa fizična, kmečka, težka dela opravljati moja mama. Mislim, da si je to podzavestno tudi želela, saj je tudi v svoji primarni družini opravljala bolj ali manj težka fizična dela. Odnos mojih staršev med sabo sem jaz doživljala kot napačen, kot tekmovalen, že od nekdaj." Konec citata. Ja, vidiš, to je zdaj povezano s tistim, kar feministke ne marajo. Torej, da obstajajo razlike med spoloma, da so tipi delanja po spolu različni, morajo biti različni. Ne more ženska sekati drva, oče pa kuha kosilo. Ne? Se pa je mama mogla in sekati drva in kuhati kosilo, oče pa prišel pozno domov, preveril, koliko je narejeno, mogoče še on pol skočil, ampak hec ali pa kalvarija te družine je bila ta, da je mama morala prevzemati moška dela, delala kot črna žvina, in to falična dela, kar je mala punčka, bi rekel, že takrat dojemala kot nezavedno dojemala, kot napačno. Ne. Prišlo je do simbolne disonance, ko je mama morala, ne vem, sekati, kositi, opravljati težka dela. Ne. To so falične kategorije, ki pritičejo moškemu zaradi diktata anatomije genitalij. Ne. Mi smo simbolno drugačni po spolu zaradi kastracijskega kompleksa, zaradi Oedipovega kompleksa, ne? Ker anatomija genitalij diktira simbolno strukturo medsebojnih odnosov, ampak tudi delanja. Ne? To, kar feministke, ne? Zdaj smo v mesecu marcu, ki je mesec nekega feminizma, dneva žena pa tako naprej, oziroma dneva moškin, ne? Ker danes ženske opravljajo te možate poklice, kot da je zdaj to enako spolu, da je to kulturna pridobitev. To je kulturna zabloda, to je konceptualni zdrs. In ta zdrs, ne, ta simbolna disonanca se je eklatantno, ponesrečeno ugravirala v psiho te mlade deklice na račun ne toliko feminilnega očeta, ampak falične drže mame, ki morala možato poprijeti za delo na kmetiji, namesto da bi bila dobra, ljubeča mamica za svoje otroke. In otroci so ranjeni, oba dva, ali koliko je bilo teh otrok. Se pravi, tale Elvira je bila ranjena že zaradi tega, ker ni imela od mame tiste varne, ljubeče navezanosti, dezorientirana je bila pa še z obema moškima likoma. Ne? Tako da ta kastracijski kompleks ali pa Oedip, ki ga tolikokrat jaz psihoanalitično teoretsko izpostavljam, to ni nedolžna stvar. Ne, Oedip vedno utruja s tem Oedipom, ne, ko ljudje sploh ne vejo točno, kaj to Oedip je. Oedip ima v sebi tudi ta kastracijski kompleks, se pravi diktat genitalij, ki zaznamuje dva tipa psihe, ne, moško psiho s to prisotnostjo organa in žensko psiho z neprisotnostjo, nefaličnostjo. Ne, ta ženski narcizem, ne, jaz se spomnim, sem bil na eni kmetiji, ravno na Gorenjskem. Ženska je bila 5 otrok, popolnoma izgorela, a ona je mogla tiste svinje vsak dan futrati, bila je usrana čist. Ženska mora lepa biti, ne. Ona se sploh ni lepo zdela, ker je bila kmetica, ne. Vsak še meni v tistih bata škornjih je prišla.
Sem rekel, a vi veste, koliko ste vi lepi drugače. Imela pa izredno lep obraz, 5 otrok, pa stara 35 let. Ne, njen mož je bil fantastičen kmečki fant, bi rekel, poln, delal cele dneve, preskrbel družine z denarjem, ne, hodil šel v službo. Ampak nikoli ni te svoje lepotice, mamice 5 otrok peljal na neko gala prireditev, kjer bi ona pokazala, da je lepa. Sem rekel, a vidite, kdaj svojih ženi rečete, koliko je lepa? Pa ji rečem. Sem rekel, a je kdaj lepo napravljena? Ne, v neko kiklico lepo. Ja, to pa ne. A ima kdaj neke štikle? Ja, kje češ to v tem blatu, ne? Ja, to je duhovna hrana za te ženske. Ne? In ta mama od Elvire je bila popolnoma zabrazgotinjena s to falično držo kmečke ženske, ki ne more uživati tisti telesni narcizem, tisto lepoto. Ona je bila že mama čisto zasvinjana s to faličnostjo. In potem hčerka bi bila pa punčka tudi lepa, ne, sej hodila je tam nekje kar lepe šole, ne, to je bilo, ženska je tam okrog leta 80 se je rodila, ne, tam je bila civilizacija, tam so punce hotele lepe biti. Ta pa s tiste kmečkega okolja pricapljala vsa kmečka in tam je videla, da so punce lepe. In vsa ta ves sram, ne, to je bilo še ogromno srama, ona se je sramovala svoje družine, kreganja med staršema, neujemanja, nobene ljubezni. In zdaj to je zasvinjalo celo psiho. Mogoče sem še tokle povedal, ne. Ja, morda še tole o dedku, jo bom spet citirala. Dedek je bil v različnem stanju bolj ali manj opit, ko smo mi prišli domov ali pa čisto trezen. Vselej pa ves nesrečen. Bila so obdobja, ko je dedek non-stop pil, bil nor, skakal čez okno, če sta ga starša zaklenila v hišo. Obležal je tudi po grabnih in so drugi ljudje prišli povedati, kje naj ga oče išče. Včasih se je privlekel ves poscan in posran domov, opotekajoč, 2 koraka naprej, enega nazaj, govoriti ni znal normalno. Jaz sem kot deklica vse to gledala in ne vem točno, kaj sem si mislila. Vem pa, da me je bilo teh scen z dedkom strah. Strah me je bilo, da bo umrl. In nisem razumela koncepta pijanosti in opitosti. Nisem vedela, zakaj je tak in zakaj se tako obnaša. Na dedka sem bila sicer kot otrok navezana. Imel me je rad, ko je bil, če je bil normalen. Ko je bil trezen, se je z nami, z otroki, igral družabne igre, nam delal piščalke, roge in loke, šel z nami k potoku, pripovedoval pravljice. Konec citata. Ja, vidiš, tako, jaz sicer tej Elviri, jaz nisem rekel, da ima v resnici, če ne bi bila toliko na tem cipraleksu, ne, zasvinjana s kemijo v glavi, da bolj seksualna, se ima rada moža, mož je dosti normalen, ampak fundament pa ima, da bi ji bili všeč starejši moški. Zato, ker je tega dedka zelo rada imela, ne, mogoče bolj kot očeta, ker tipak si ga izbrala, ne, izbrala si ga tam nekje na enem romanju v tam neko, mislim, da v Begunje, v nek božji center, tam, ne, ko so že, Brezje, tam nek, ne, doma so zelo verni. In ta dezorientiranost, ne, ko ne ve punčka, ta dedek je včeraj tako lepo božal, danes je pa posran, poscan, vsi ga zmerjajo, ne ve, kaj je to pijanost, ne, punčka ne ve, kaj je to biti pijan, da ti pamet odpove, da postaneš nor. Ne, ona ima s temi zdrsi dedkovimi, ne, in vso kregarijo, ki se je potem koncentrirala okrog dedka, to ima zapacano celo psiho, ne, zapacano, to pomeni, da nima ene diskete virusov, ki se lahko sterapirajo. On ima cel hard disk zapacan, BIOS, fundament psihe ima zapacan, ne, zato se nje ne da sterapirati dostojno, ne, z nekaj uvidi, spoznanji se lahko že rehabilitira in se tudi je. Ker sem ji dal neke projektivne tehnike risanja in stvari, ki mi jih je narisala, sem izredno, rekel, zaprepaščeno gledal, nisem razumel, zakaj je njena risba taka, potem sem pa jaz ugotovil naknadno, da je z delom na sebi ogromno stvari že popravila.
Ona je tako rekoč znala na pamet vse moje videe, podcaste, knjige brala, ne? In ona je razumela tudi njene izpovedi, ko pišeš ta življenjepis. Tle zaznamam ogromno znanja, ker je ona spoznala točno to paradigmo, ki jo jaz govorim, sklicujoč se na Freuda, v resnici je pa v ozadju en pesnik, William Wordsworth, uporablja pa to frazo, da je otrok oče odraslega človeka, ne? Kar bi pomenilo, da vse, kar je ona doživela tam v otroštvu do 6-8 leta, da zdaj kasira v odraslosti, ne? Ker je sebe zapečatila kot odrasla oseba z otroštvom, ampak ne, da je ona bila kriva, ampak njena družina je njej diktirala pač tisto njena psihična realnost je skozi dramatizirala dogodke, ker jih ni znala flegmatizirati, ne, pijanega dedka, ne, ker ni razumela. To je bil nesporazum mlade deklice, ki ne ve, kaj je to pijanost, ne. Zakaj je dedek danes tako, včeraj me pa tako ljubeče, ne vem, pestval pa razvajal, ne. Vsa ta zbegana šokantnost, stiska, ne, je zasvinjala psiho na način, da danes v odraslosti ona ne more živeti brez težav. Ona v vsakem detajlu svojega življenja vidi potencial za problem, ne? Potencialni problem. Stvari ne zna flegmatizirati, ne? To se mora naučiti, kako flegmatizirati ene dogodke, spoznati mora, da ima občutke, tako rekoč zasvinjane z otroštvom, da so subjektivni občutki, nerealni občutki in da ima psiho nezavedno dispozicionirano, da dela dramo za vsako figo. Tudi tam, kjer je absolutno zadeva taka življenjska, malo je problematično kakšna stvar, ampak življenje ni potica, življenje to ni z rožic samo poslano, ne? To se moramo matrati. Ona pa komi čaka nezavedno, da vidi kako težavo, ker edino to ji je blizu, ne? Težavo prepoznava in ko najde težavo, je srečna, ker ljubi svoj simptom, ne? Težavo bolj kot samo sebe. Na nezavedni ravni. Na zavestni ravni, ne? Igra pa vse na živce, ne? Neugodje ima skozi v glav. Ne ve pa, da ima karakterni mazohizem, da prav sili v situacije, kjer lahko neko bolečino da not v glavo, ne? Mogoče, bi rekel, tokle sem še povedal, glede na to, kar si ti povedala, ker pač ti imaš danes večjo vlogo, ker njen življenjepis pač bereš, jaz pa samo malo komentiram. Ja, o mami je dodala še, da se je mama ves čas kregala z obema moškima likoma. Bila je na bojni nogi tako z dedkom kot z očetom in to non-stop. Elvira je še rekla, da je mama ves čas govorila, da je bil Elvirin dedek, mamin tast, bolestno ljubosumen. Tako rekoč ni prenesel, da je Elvirina mama postala primarna v življenju njegovega sina, torej Elvirinega očeta. Elvirina mama je še pripomnila, da je morala skrbeti za dedka, ker je to zahteval Elvirin oče, mamin mož. To je mami vzelo ogromno moči in energije, tako da sta Elvira in njen brat občutila, da jo mama zanemarja. Torej sta na račun dedka mamina otroka postala bolj postranska stvar, predvsem v čustvenem smislu, torej v smislu navezanosti mame na svoja otroka, torej tudi na Elviro. No, lej, ta njen zapis, ta življenjepis je tako izčrpen, tako bistvene stvari je izločila iz svojega otroštva, ne. Prav vedela je, kaj jaz rabim slišati, ker natančno zdaj je postala pozorna ne na dogodke, ki se ji zdaj dogajajo v službi, v družini, sorodniki, ampak je postala pozorna na dogodke, ki jih je kot deklica začela, torej deklica jih je takrat doživljala, zdaj pa začela opažati, kako se njeni občutki tukaj sedaj v bistvu zrcalijo iz otroštva, kako v bistvu paradigmo ponavlja iz otroštva.
Ona ima identične občutke v nekih smiselnih situacijah, ko bi lahko malo zadramatizirala, in zdaj ugotavlja, da je v bistvu kot deklica v podobnih situacijah ful zadramatizirala in to upravičeno, ne. In zdaj tukaj sedaj pa se poskuša distancirati od problemov na način, da spoznava svoje otroštvo in vidi, prepoznava situacije iz otroštva, ki so simbolno podobne nekim situacijam tukaj sedaj v odraslosti, ne. Se pravi, od mene z delom na sebi, ali pa tudi mogoče, da prebira tudi drugo literaturo, preposluša druge vire, videe, ne, ona se je ogromno naučila, mora delati na sebi, delo na sebi je tako rekoč nujnost takih ljudi, oseb, žensk predvsem, ki so študiozne, moški taki, kot je ona, se zapijejo, ne. In potem, kadar je vse narobe, grejo pit, ne. Ženska pa kot neka pijana, lahko rata celo promiskuitetna in se izogibajo alkohola, ženske pa delajo na sebi. In ona je ogromno stvari že spoznala in vedela je, da mora razmišljati o svojem otroštvu, in zato je toliko detaljno pisala, kaj vse ona zdaj prepoznava, da je bilo narobe v njeni primarni družini, ne. Se pravi, dezorientirana deklica je postala dezorientirana ženska, kjer se v situacijah, kjer je čisto vse normalno, dokaj normalno, in neka druga ženska v identičnih situacijah sploh ne bi delala drame, a ona jo pa vidi, ne. Se pravi, ima zametke neke generalizirane anksioznosti, ali pa celo mogoče bi kak psihiater se drznil dati neko nedefinirano osebnostno motnjo, ne. Ker otroštvo, ki ga je imela, jo je zaznamovalo karakterno, dnevno je bila kot deklica dezorientirana, zdaj ima pa dnevno napačne občutke, ki pa nosijo pa neugodje, ne. Ona, kot sem rekel, brez težav ne zna živeti, ljubi svoj simptom bolj kot samo sebe, ne. Simptom pa je imeti težavo. Ona brez težav ne zna živeti. In to je potem, če bom mogoče še moža kaj pocitiral, ne, to mož pravi, ne, jaz ne vem, od kje ona te težave najde, jaz sploh ne vidim, da je to problem, ona pa na vrat na nos to zagleda, se zapodi v tisti problem, ko svinja obuče in ga premleva cele dneve, kot da je to problem, namesto da bi zadeve sflegmatizirala. Ne zna tega narediti, ker to nekoč ni naredila kot deklica, pa bi takrat morala, ampak normalna družina, ne, bi zaščitila svoje otroke pred temi problemi. Otroci bi morali v svoji družini videti samo neko ljubezen, jo občutiti, nekih pijanih zdršov dedka otroci ne bi smeli gledati, ne, ali pa bi starši rekli, dedek je pa danes malo vesel, ves se je malo napil, pa dedka bi izolirali od otrok, ker ne bi smeli videti norega dedka, posranega, poscanega, pretepenega, ne, ves umazan se je privlekel domov, bil v stiski, ona je mislila, da dnevno je imela občutke, ne vem, da je vse narobe z dedkom, ne vem, ene dneve je bilo pa vse v redu, ne, to se je bala za njegovo življenje, to je bilo strah, da bo dedek umrl, ne, teh čustev otrok ne sme imeti v svoji glavi, ona pa vse to posrkala vase. Naj nadaljujem. Elvirin oče je bil 7 let starejši od mame. Bil je veseljak in humorist za druge, tudi sicer družaben in dobrosrčen. Elvira je še poudarila, da so ga ljudje imeli radi, nikakor pa se ni znal primerno povezati s svojo ženo, mamo svoje hčere in sina. Do večine žensk je imel čuden odnos, mogoče jih je na nek način celo malce poniževal, kot je izpostavila Elvira. Bolj kot odnos z ženo mu je bilo pomembno, kaj bodo rekli drugi, torej okolica. Tudi svojo sestro se je bolje razumel kot z mamo. Mama je bila očitno tudi zaradi tega nesrečna, jezna, posledično ni prenesla očetovega sorodstva. Elvira je celo svoje otroštvo zaznavala, da je iz mame izžareval nek gnev, neka jeza, nemoč, bolečina. Dodala je, da ko so bili kot družina skupaj, sta vso to družinsko patologijo oziroma dinamiko z bratom srkala in vpijala v svojo osebnost, v svojo psiho, v svoje nezavedno, kot se reče, psihoanalitično. Ko je Elvira tebi to pisala, je dodala medklic:
Citiram: "Hvala, gospod Vodeb, da sem se od vas naučila, da vem, kako otrok vpija svoje življenje v svojo psiho in jo prenaša v svojo odraslost." Konec citata. V svoj življenjepis je potem še napisala, citiram: "Spomnim se, kako sta se moja starša vedno podjebavala na družinskih srečanjih za mizo, se žalila, zmirjala, si metala polena pod noge. Ob tem je oče pil, mama pa ga je ves čas opominjala, naj neha, da je že dovolj popil in da gremo domov. Mene pa je bilo sram, strah, tudi krivdo sem občutila. Sramovala sem se svojih staršev, svoje družine. Vsako slovo od sorodstva je bilo zame muka. Najraje bi se udrla v zemljo." Konec citata. In potem se še jaz vprašam, kako naj bi bila potem ob taki primarni družini sploh lahko normalna? Ja, mislim, zdaj, tale podcast sva pač koncipirala, da boš čim več povedala, ker njeni zapisi so res prav detaljni, ne, tako da tudi to priznanje, ki ga je dala, da sem jaz povedal, njej, ona zdaj ve, ne vseh psihiatrov, ki so ji tako rekoč z neko medicinsko strokovno logiko, ne, zasvinjali, dali so ji napačni kompas, ne, ona more misliti, da je pa bolana, da mora tiste tablete žreti, ne, ona se je pa zredila na skoraj 100 kil, tam iz podobnih 65, padla je pohota, mož je bil jezen, ne, jaz sem pa povedal, zakaj se to dogaja. Ona je prišla do uvida, ne, do spoznanja, ne, pojem talking cure v psihoterapevtiki, ki ga je upeljal Breuer oziroma Freud, ne, Breuer svojo katarzično metodo, ne, ko so ženske spoznale, zakaj imajo te neke čudne občutke, so katarzično prišle do uvida in potem so se občutki predrugačili, ne. Ampak zdaj tale Elvira ima pa hard disk zasvinjan cel, ne, ali pa preko 3 hard diske ima zasvinjane, disketo podatkov virusnih se da sterapirati, ne, če so bili tam neki čudni dogodki, ko so prišli sosede na obisk, sta se oče pa mama skregala na smrt pa stepla. Sosedi so zbežali, ne, in ta travmatičen dogodek se da sterapirati, ne, ker je bil to eden dogodek, se pravi ena disketa podatkov. Nje je pa zasvinjan cel hard disk, to se ne da sterapirati, razen če se jo poduči in nauči, kako te negativistične občutke zaznava, prepoznava kot nasledek specifičnega ali pa negativnega otroštva, travmatičnega otroštva z nekim razumom, supervizijsko mislijo, lahko flegmatizira občutek, ki je subjektivno nerealen. Ne? To se da s tem neko paradigmo čuječnosti upeljati v strategijo, v kognitivne sisteme preživetja, ne? Kognitivna oziroma strategije preživetja. Se pravi, misli se morajo začeti drugače oziroma obrambno obnašati, ko se pojavijo te črvi iz otroštva. Ne? Črvi bojo pa pri njej vedno prihajali, ne? Ker ona nima samo enega črva. Ona ima na desetine črvov, ki glodajo psiho, ne? Ki nosijo neugodje. In potem mora ona strateško znati flegmatizirati subjektivne občutke. Njo je treba podučiti, nekdo jo mora naučiti, ne? In veliko je z delom na sebi naredila, veliko je prišla, torej poznanja, veliko znanja je od mene dobila, ne? Zdaj pa čakamo, ne? Ali bo v enem trenutku rekla, veste, zdaj se pa jaz popolnoma drugače počutim, ne? Zdaj pa jaz nimam več tistega negativnega občutka, da karkoli že, ker sem spoznala, ne, se pravi tako suvereno je spoznala, da se je nekaj iz otroštva takrat napačnega dogajalo. In tisto spoznanje, tisti uvid je lahko tako suveren, da se je potem pa določeni občutki znotraj primarne družine, tudi v službi, namreč ona je tam izolirana od vseh kolegov v službi, da se ne bi zapletla.
Ne? Zdaj pa rekla, zdaj sem pa tako bolj sproščena, da se celo upam iti s kolegi na malico skupaj, da se upam družiti. 2-3 leta nazaj to še nisem upala, zdaj pa vidim, kako in kaj, da mi nočejo hudob, da niso hudobni. Do mene so bili hudobni, ne vem, če špalo menja, neki delavci, so bili seksistični do nje. Zbadana je bila, ne? Vse narobe z otroštva, zdaj pa pač ponavlja te občutke z otroštva in ker je to zdaj suvereno spoznala, bi se njej psiha začela lahko bolj pozitivno obnašati. Elvira je svoj življenjepis sklenila v tole smer, citiram. Poleg služb in dela na kmetiji sta si moja starša, predvsem oče, omislila tudi še vse mogoče gradbene projekte naenkrat. Gradnja hleva, preurejanje hiše, prizidka, delavnice, kozolca. K nam so tako prihajali čez vikend ali v popoldanskem času najrazličnejši delavci. Ti so poleg dela pili alkohol, opolzko govorili, se norčevali iz žensk in iz moje mame. Pobudo za to pa je največkrat dal moj oče. In vse to sem jaz poslušala in vpijala vase v svojo psiho. Konec citata. Boš kaj dodal? Jaz bi rekel, da bi bilo fajn, recimo, če jo kak flirt v službi iztera meče, mora prepoznavati recimo paradigmo delavcev, ki so jo kot deklico seksistično zaznamovali z opolskimi šalami, tudi njeno mamo, ne, to, če bi spoznala, kar naenkrat bolj nasmejano doživljala sodelavca, ki reče, ko imaš pa ti danes lepo obleko, ne. Da ne bo iztira pa ven padla, ne? Ker moški pač morajo tako po definiciji malo flirtati. Ne? Po drugi strani mora vedeti, recimo, da ta delanja, ker namreč neka nedokončana dela znotraj njene sedanje družine, grejo ful njej tudi na živce. Ne? Zdaj mora pa spoznati, da sta starša, zato da sta lahko shajala en z drugim, vedno znova našla, delali so neke hleve, preurejali hiše, delali prizidek. Zakaj že? Ja, obrambno, zato, da bi bili čim manj v nekem čustvenem negativističnem stiku, ne, bolje je delati, kot pa biti v sproščenem odnosu, ker tam se bo ta skregala, oče pa mama. Potem je pa boljš, da se dela prizidek, da se dela hlev, pa 5 projektov naenkrat se dela, samo zato, da ni treba biti za isto mizo, pa se malo pobožati med sabo, ker sta bila kot pes pa mačka, ne. Se pravi, ti projekti mora zdaj prepoznavati, da sta foter pa mat bežala pred čustvenim odnosom en do drugega, ne. Se pravi, beg pred konfliktnostjo je to lahko, ne. Pa flirt po kmečko, kakči drug biti, moški tam nepotešeni, vid, ne vem, mlado mamico, se pravi, od Elvire mamo, ne. Ja, seveda mora tam neki kmetje, se ne znajo drugače, ne znajo biti vljudni. Oni misli, da so cari, če je rekla, wow, le, kaka ritka, ne, kaka ritkica. Ja, Elvira ni vedela za koncept seksualnosti, mami je šlo na živce, fantje, ne, te kmečki delavci so pa misli, kakšni cari so, ne. So bili močni na besedi, po načelu pes, ki grize, ali pa pes, ki laje, ali kako je že, nič ne grize, ne. Seveda so žnarali kot tam neki razposajenci, pa bi bilo pa treba se pa kaj jeti, bi pa, ne vem, se zapili pa zbežali. Ne, to je treba vse za nazaj razumeti. Elvira mogoče, če bo to za nazaj razumevala, bi se določeni negativni občutki, ki se na račun teh dogodkov vračajo, mogoče predrugačili. No, to, kar sem že prej povedal. Ja, razlog, zakaj si se pa odločil, da Elviro predstaviš v podcastu, je v resnici diagnosticiranje, ki ga je dobila od uradne medicine, torej od zdravnikov in psihiatrije. Ti pa si, kot vemo, alergičen na to uradno psihiatrično diagnosticiranje. No, kako se je to diagnosticiranje odvijalo pri Elviri? Ja, mogoče prej, če nisem dosti izpostavil, v Elvirini primarni družini se ni dogajala tista pristna ljubezen staršev do svojih otrok, ne. Če bi namesto vseh teh kregarij, vseh teh družinskih trenj, Elvira prejemala ljubezen od mame, ne. Ne, da bi mama delala vsa ta težaška dela, ampak da bi se posvečala materinovanju,
tako do Elvire kot do drugih, ne, pa da bi oče se tej Elviri malo posvečal, vse malo se je, ne, pa tudi tale dedek, če bi manj pil, ne, skratka, ljubezni, tista rak rana, neprejemanje ljubezni, rak rana Elvirinega otroštva, ne, in pol treba je vedeti, da pač čustveno podoživlja svoje otroštvo, ampak kje bo to en psihiater razmišljal na ta način. Eden od njenih dobrih psihiatrov, ne, mi je že preposlal še kakšno, ne bom rekel, da je on preposlal njo k meni, ampak ta njen psihiater je že nekaj pacientkam svojim rekel, pejte se pogovarjati, ne, pa tale vodeb ni tako slab, ne, čeprav je tam ni uradni psihoterapeut, ne, ima talent in eden od teh psihiatrov je njen psihiater in ga ona označila za dobrega, ne. Ampak tista groza, ki jo jaz zdaj vidim, so pa tele diagnoze, jaz sem si tele izpisal, oziroma meni je naknadno, po vseh teh življenjepisih, ko je pristala, da je zdaj midva pa ta narediva ta podcast, ne, sem rekel zdaj, da bi bil podcast korekten pa dovolj poučen, dajte vi meni preposlati vse diagnoze, ki ste jih doživljali v svojem otroštvu strani te medicinske stroke oziroma psihiatrične stroke, ki diagnosticira paciente po paradigmi, ki se jo pač naučijo psihiatri na medicinski fakulteti, ne, kjer se diagnosticira, ne vem, angina, gripa, ne vem, covid, to je testi, to opaziš, ne vem, vnetja, to se vse diagnosticira in zdravi s tableti, ne. Popolnoma ponesrečeno pa je, da so psihiatri paradigmo preslikali na misli, ne. In zdaj, namesto da bi misli odvozlali, oni intervenirajo v neurotransmitersko strukturo sinaps možganskih, ne. In to je popolnoma spodletel princip. Jaz sem že parkrat povedal, da ga je v psihiatrijo vpeljal Emil Kraepelin, to je bil pač pionir psihiatrije, rojen istega leta kot Freud, 1856. On je tudi avtor elektrošokov, pa medikamentoznega vplivanja na možganske sinapse, ne. Freud je pa zdravil z besedo, ne, s pogovarjanjem, talking cure. To so ti dve radikalni konceptualni razliki med psihoterapijo in psihiatričnim pristopom z medikamentoznim zdravljenjem. Čeprav psihiatri zdaj vse bolj sebe doizobražujejo tako, da znajo tudi s pogovorom intervenirati v psiho, ne. Ok, naj rečem zdaj takole, ne, že ali pa šele, no, leta 2012 je dobila uradno, ne, psiho je imela že prej čist, rekel, kontaminirana, ampak uradno diagnozo F34-8, ne, to je pač po DSM, Diagnostic Statistic Manual, pa tudi potem še en drug diagnostični priročnik je F34-8, sem šel gledati druge trajne razpoloženjske, torej afektivne motnje, ne. Od februarja 12 do aprila 14 je bila obravnavana pri specialistu psihiatrije v eni od splošnih bolnic pač na Gorenjskem, ne. To mi je napisala. Januarja 16 je dobila drugo diagnozo, ne, kot da bi zdaj namesto angine, zdaj ima pa, ne vem, gripo, ne. Tako, zdaj, druga diagnoza je bila F41-2, depresija. Diagnosticiral pa je en drug doktor medicine, specialist, pazi, družinske medicine. Takrat je bil njen splošni zdravnik. Je bila pa ta druga diagnoza nekaka popotnica oziroma na potnicah klinični psihologinji v Begunje. Tam imajo pač te psihiatrične klinike Polje, Ormož, Idrija, Begunje, Vojnik, ne, to so te centri psihiatričnih klinik za razne, za Gorenjsko pač so Begunje. Januarja 16 je bilo to. In takrat je bila tretjič noseča, ne. Ampak kljub temu je dobila, ne, noseča tablete, antidepresive, ne.
nosečnice so že tako in tako tečne, ne, ker se hormonske spremembe dogajajo zaradi nosečnosti in ona je tam dobila je pač tablete, ne, mislim, to je za mene absurdno, to treba pač malo bolj nežno z njo delati, bolj razumevajoč mora biti, recimo mož, ne, ker ve se, da so nosečnice bolj tečne, ne, in je treba pač bolj biti pomirjevalen, ne, bolj je treba pestvati ali pa tam božati, pa je dajati prav, ne. Potem naj nadaljujem v začetku decembra 21, ne, to je že med covidom, dobila novo diagnozo F41-9, anksiozna motnja, ne. To bi tudi jaz rekel, ona je anksiozna, ker je bila celo otroštvo preplašena, ukleščena v nek strah, v nek stres, neka anksiozna motnja, ne. Zdaj pa hec pa je, da je to motnjo dal, to diagnozo dal kardiolog, ker je šla k zdravniku zaradi hude, zbadajoče bolečine v prsnem košu. Ne? Pri srcu je špikalo, ampak samo en dan. Ne? In ta kardiolog seveda ve, da je ogromno srčnih težav, ne? Teh težav s srcem, v bistvu tle not nastane. Ne? Zdaj tisti, ki misli, da je srce pač organ, ki čustvuje, ne? Srce ni organ, ki čustvuje, ampak v naši kulturi se ve, da nekdo, ki ga pri srcu špika, ga nekaj tle not špika. Ne? Niso pa čustva v srcu. Srce je za poganjanje krvi po žilah po celem telesu. Vsa čustva so pa tukaj v glavi. Ne? To za tiste, ki mislijo tako skozi neko duhovnost, ne, da so v srcu čustva. Niso v srcu čustva. Ampak psihosomatika je pa orientirana k srcu, če je psiho vse narobe, ti pri srcu te špika. Tudi mnogi dobijo infarkt, ker so mogoče pa po srcu slabi. Ne? Poznam enega pedofila, ker ga je srce tako zjebalo, da je umrl, od srčnih infarktov pa 6 bypassov je imel. Ne? Nisem razumel, dokler se je ena ženska izpovedala, je rekla, ta je bil pa pedofil. Pa sem za nazaj ugotovil, zakaj je imel 6 srčnih infarktov oziroma 6 bypassov. Potem je pa dobila diagnozo F41-3, ne, to je dobila marca 15. To je bila prva diagnoza, ki je postavil psihiater, torej tisti, ki sem ga že omenjal, ne, pri katerem je še danes, ne, se pravi, ta kardiolog je pač to srce povezal s psihosomatiko, ampak F41-3 je dobila marca 15, psihiater je postavil to diagnozo, ta je kar dober, ampak ko sem jaz želel enkrat povedati, da je ta njegova ena pacientka psihično zlomljena, pa taka kakršna je zaradi spolne zlorabe, ni hotel nič poslušati. Je rekel, moja naloga, 5 minut se pogovarjam in dam antidepresive, anksiolitike, celo antipsihotike, noče pa vedeti, kaj je bilo z njenim otroštvom. Ker koncept psihiatrije pač tak, ne, da se ne poglablja v otroštvo. Ne, in pravi, da ta nova diagnoza velja za njo še danes. K temu psihiatru še vedno hodi, enkrat na leto gre na kontrolo, vsako jutro zjutraj pa vzame Cipralex 10 mg. Ne. Sej to pomaga, ne, sam mož se pa pritožuje, ne, ja, seks je pa bolj tako, da moram toliko fehtati, ne, pa skozi mora na nekih dietah biti, zato da se ne zredi, pa tako naprej, ne. Torej, ta medicinska psihiatrija me izredno moti, moti me pa še enih drugih kontekstih, ne samo v kontekstu teh pacientov. Bolj me moti, ker se ta psihiatrična stroka pač profilira tudi v izvedeniških mnenjih na sodnijah, ne. Ravno v teh dneh me je en obupani očka me poklical, ne, pa je rekel, da so mu psihiatri po 11 mesecih dali diagnozo eno, da ima blago narcistično motnjo, ne. Zdaj, psihiatri, ko pa grejo s svojimi temi videnji, ne, pa še tako, sem rekel, kako so vam pa dali to diagnozo, na podlagi česa, ste se kaj hodili pogovarjati? Ne, samo en test, zelo dolg, veliko vprašanj sem reševal, po 11 mesecih, zdaj sodnih raznih, ne, vmes je imel še 6 mesecev prepoved približevanja otrokom, ne, 5 otrok, pa prepoved približevanja, ne, 11 mesecev je to trajalo in psihiater se je suvereno podpisal, torej
klinični psiholog, ne, in psihiatrinja. Mislim, jaz sem ti zgledal, ne, to na 45 straneh je to napisano, mene glava peče. Ne. Sodni izvedenec, ko pa tam da sodniku in nekaj reče, da diagnozo, gotov si. Ne. Tudi v zadnjem primeru teh otrok, ne, so verjetno bile v ozadju neke psihiatrične diagnoze, ki jih pa sodnik pa mora upoštevati. Ne. In pa če tam možu piše, moškemu, očetu otrok, ne, da ima narcistično osebnostno motnjo, z lahkoto prepoved približevanja. V resnici je pa to diagnosticiranje tako rekoč za lase privlečeno. Ne. Ok, toliko sem zdaj malo več povedal. No. Imaš še kakšno vprašanje? Ja, po vsem slišanem se kar strinjam, da je tale psihiatrija dejansko v hudih težavah, resnično v nekakšni konceptualni zablodi, kot ti praviš. Ja. No, za konec nam povej še kakšen detalj, kakšno zanimivost. Pogovarjal si se namreč tudi z njenim možem. Kaj pa je on povedal? Ja, ženski so rekel, da rabim drugo plat medalje, se pravi, če bi nekdo, ki jo pa tudi zelo dobro pozna, seveda bo to mož, ne, ki ima ta kupica nekih otrok, skupaj naj mož meni pove, po telefonu lahko, ali po Zoomu, pač pride osebno, kako jo on vidi, ne, ker ona ima subjektivno videnje o sebi napačno, popolnoma subjektivno, ne. In potem sem rekel, dajte vi meni povedati, ne, kako jo vi vidite, 1 uro sva se po telefonu pogovarjala in on začne, ne, ona je poštena, delavna, perfekcionistka, malce preveč, dobra mati, ne, v same superlative, ne, rekel je, no, do drugih je malce bolj previdna ali pa sem rekel, koja razštelana, ne, ni znal obesediti, ne, se pravi, dezorientirana je do drugih, ker je bila kot deklica dezorientirana v svetu odraslih, ne. Se pravi, rekel je tudi, da se razjezi po nepotrebnem, ne, zapraze nič, ne, nekaj vidi, kar ni objektivno, ne, se pravi, jaz vidim eno stvar, čist drugače, ona pa za galami, za prazen nič, ne, se pravi, neobjektivno, subjektivno vidi po diktatu njenega nezavednega, ne, to mi je tak kmečki fant mi je to povedal, mislim, enih 5 let ali koliko je mlajši od te žene, ne, že to je simptom, ker se boji starejših moških, ne, moški so, rekel, neka nevarnost zanjo in si je zbrala pač tam nekje, na Brezje sta se nekje našla, na tem nekem romanju, ker sta verna, ne, in on je bil mlajši 5 let, tudi kakšne pol glave je nižji, ne, malo je nesiguren, ne bom rekel, da je feminilen, tak normalen mi deluje, ne, čeprav ima tudi zgodbo z otroštva, tudi problemi z mamo, pa tako naprej, mimogrede rečeno, strašansko sovraži njegovo mamo, svojo taščo, čeprav sploh niso, da bi skupaj živeli, ali so kar kilometre fejst narazen, ne, vse narobe s taščo, tašča ima pa rada svojega sina in pol ga snaha spelje in verjetno tudi tašča malo, rekel, malo nejevoljna do te nove, ki mu je sina spalala, ne. V glavnem, ta mož meni deluje optimističen, nasmejan in pol ne more verjeti, ne, ta žena, sem rekel, ko so pa njene slabosti, pa dela galamo za prazen nič, ne, ko bi rekel, dramatizira, ne zna ene stvari odmisliti, ne zna flegmatizirati, to, kar bi bilo jedro psihoterapije, ne, ker je pač 150 km stran doma, ne more zdaj k meni hoditi na terapijo, ne, njo bi bilo treba naučiti strategije flegmatičnega doživljanja teh interakcij v službi, ne da se z umikom distancira od sodelavcev in čudna izpade, ampak bi mogla te problemčke bolj sflegmatizirati, ne, odmisliti, ne. Pa je pa tudi rekel, ja pa heca tudi ne razume, jaz se tokrat hecam, ona pa vse zares vzame, pa se ne zna se smejati, ne. In to bi zdaj rekel tako, posplošeno še enkrat, ne, ona ne zna živeti brez problemov, ona nezavedno hlepi, išče težave, ne, dramatizira, ker je to edina paradigma, ki je njej znana, ljubi svoj simptom, dramo, bolj kot samo sebe, ne.
Ja, sem rekel, ko bi pa še vi kaj radi, ja, jaz bi tokrat, da bi bila malo bolj pohotna, ne. Jaz bi rad, da bi šnelfukrce gor dala, kot vi rečete v tej razočarani gospodinji, ne. Pa da bi dala si piercing v niple. Jaz sem rekel, dajte ga heca, zdaj pa kao pa piercing imela, meni je to všeč. Pa čakajte malo, njej ni všeč, ko bo zdaj ona piercing dala na svoje telo, to je njeno telo. Saj vem. Saj jaz sem zelo zadovoljen. Ne, se pravi, zelo jo ima rad, ženska pa mora zdaj dojeti, ne, da mora manjšo dramo delati iz svojega življenja, ker noben od otrok ni umrl. Ne, nič ni narobe, službo ima. Samo malo bolj na easy se mora življenja lotevati, ampak ne na easy na pobudo antidepresivov, ampak na easy, ker mora sflegmatizirati probleme, zmanjšati v problemčke in pa zaživeti na polna in zadihati na polna pljuča. Amen. Tako, prišla so do konca današnjega podcasta. Če vam je bil všeč, všečkajte tale video in zelo vesela bova, če se tudi naročite na ta kanal, če se še niste. Napišite kakšen komentar ali pa vprašanje za Romana in če menite, da si to zasluživa in če ste se tudi danes kaj novega naučili, nama lahko donirate poljuben znesek prek PayPala. Vse imate spodaj v opisu. Če donirate vsaj 30 €, vas v zahvalo čaka majica Vodebologija. Cel marec dobite Romanovo knjigo Prvi spol za samo 15 €. Pa še eno možnost sva vam omenila, imenovala jo bova kar podcasti po naročilu. Vse piše spodaj v opisu tega videa. To je vse za danes in lepo se imejte do prihodnjič. Čau.